Spoštovane državljanke in državljani, v nedeljo 6. junija bomo na referendumu odločali o enem najbolj ključnih vprašanj v kratki samostojni zgodovini naše države. O tem, kako bo potekala meja slovenskega ozemlja v prihodnosti. Osebno obžalujem, da je prišlo do tega, da je breme odločanja o tako pomembni zadevi padlo na vas, kajti prepričan sem, da bi odločitev morala sprejeti politika, in sicer z dvotretjinsko večino vseh poslank in poslancev v državnem zboru. Žal se to ni zgodilo. Sporazum so ratificirale samo koalicijske stranke, brez enakovrednih možnosti za razpravo in brez upoštevanja opozoril pravne stroke. Na tak način se ključnih vprašanj za slovensko prihodnost ne sprejema. Po vseh dosedanjih pogovorih z mnogimi pravnimi strokovnjaki, tako dr. Cerarjem, kot dr. Bučarjem, dr. Pavliho, dr. Čebuljem in še mnogimi drugimi, sem bil opozorjen, da sporazum ne zagotavlja tistega, kar je ključno za Slovenijo, torej teritorialni stik z mednarodnimi vodami. S takšnim sporazumom tvegamo vse, tako status pomorske države, kot dostop v mednarodne vode preko lastnega teritorija, medtem ko naši sosedi ne tvegajo popolnoma ničesar. Ali se vam zdi pošteno in pravično porazdeljeno tveganje? V vsem tem času v Slovenski ljudski stranki nismo našli niti enega pravnega strokovnjaka, niti politika, ki bi nam lahko 100% obljubil in zagotovil, da bo Slovenija teritorialni izhod dejansko tudi dobila. Upravičeno in ob vsej argumentaciji lahko domnevam, da nas želijo žejne peljati čez vodo, kajti stik je beseda, ki si jo lahko razlagamo na nešteto načinov. Vendar Slovenci lahko delujemo enotno, lahko delujemo tudi v nasprotju z željami mednarodne politike, kar smo že dokazali z osamosvojitvijo. Ne skrbite, kar bo rekel svet in kaj bo rekla Evropska unija. O našem ozemlju in morju ter vitalnih strateških interesih bomo odločali sami. Naslednji korak je pokazati mednarodni javnosti, da se o tistem, kar smo vedno imeli, ne moremo pogajati. Še prej pa pojdimo družno na referendum in glasujmo proti.